Najlepša so poletna jutra, ko prvi sončni žarki prebudijo cvetove številnih rastlin, pravi Jože Zupanc, in nas bosonog ter s posebnim žarom v očeh popelje do modrih socvetij afriške lilije, oranžnih cvetov sorodnic ingverja, ki jih je posadil letos, pa velikih rdečih cvetov hibiskusa. Vrt Hruševec krasijo 3 ribniki in nikoli preštete rastline. Vse so neprecenljive in vsaka ima svojo zgodbo. Konec avgusta je vrt Hruševec videti nekoliko drugače kot pred 2 mesecema, ko smo ga letos obiskali prvič. In glavni razlog tokratnega obiska so odprti cvetovi lotosa. Kako pogosto se to zgodi pri vas? Enkrat na leto zacveti, če imaš srečo, če so v redu pogoji, drugače pa, ko ga vsadiš, rabi par let, da je dosti močen, da začne cvetovi delati. Dobri pogoji pomeni kaj? Dosti vode, tople vode, dosti sonca, a vsak dan ga moraš priti pogledati. Torej tudi to deluje. Vode ima tukaj dovolj. Koliko vode recimo je v tem ribniku, da veste, da je dovolj? Ja, tole je približno 8 kubikov vode. Lahko bi bil še večji. Sigurno bi bil večji, ker je ta velik. So ogromni listi, ampak enkrat bo tole kar vredo. Za vodo ne vem, ampak mislim, da je kar blizu bazenske temperature. Se pravi nekaj čez 20. Ja. In to ni prvi cvet, ki se je odprl letos. Ne, letos je kar bogat cvetovi. Letos ima 2 cveta več celo kot lansko leto. Veselje je, ko vidiš, vsak dan grem gledat, ko vidiš tako lubunkico, to pomeni nov cvet, to se približno zgodi nekaj na 14 dni in zdaj imamo srečo, da bojo 2-3 cveteli v enem istem času. Takšen popek je star 4 dni, ste rekli? Ja, 4 dni, ja. In potem koliko časa še traja, da se odpre tako lep cvet? Da pride do takele velikosti cirka 14 dni. Tudi vse počasi. Zgodaj vstanejo, 6 zjutraj je že odprt, ker je časovni zamik tam, ko je bil doma, Indija, pa pri nas. Zgodaj vstanejo, zgodaj grejo spat. Ob 3 se zapira, malo drugače se obnaša lokman, ampak tudi lokman je tam dol doma. Se je ta tudi že včeraj odprl in je danes ostal malce zaspan, a kako je s tem? Ta že 4. dan je odprt in je svoje naredil in zdaj se zapira. Jutri po jutrišnjem bodo začeli listi odpadati, takrat sem žalosten, ne? Najbolj sem vesel, ko je prvi dan odprt. To je vsaka rastlina. In ko cveti, imamo takšne lepe ostanki, ja, cveta, ostanke, tako. So tudi dekorativni, to se uporabljajo. To, ko se bo suši, bo leseni, je lahko za suhe šopke ga uporabljajo. Pa tudi dekorativni, je tudi konec koncev lep. In še ta bunka kar raste. Ta ni bila tako, ko je listi odpadel, je bila pol manjša, tako da je še, to še kar raste. Tale je bil čisto manj, vidite, kako je že raslo. In notar je seme, ko ni uplojeno, ta se samo vegetativno zadržuje. Ste pa rekli, da tudi lotosi dišijo. A preverjava? Ja, dobro. Če jih bova dosegla. No, Zdaj imava še žuželko zraven. Tako. Ti si že došlo. Ja, imajo takaj poseben, verjetno za njih značilen von. Ja, lep von ima. Zanimiv. Ko bo tale cvet odcvetel, tale računal 14 dni, potem ne bo več cvetov. Od začetka pa do tega cveta zadnjega je cirka več kot mesec. Tako da mesec pa pol bo letos bo tole cvetelo, ker je dosti cvetov. In kaj takrat storite z lotosi? Nič. S tem jih, da to dozori, do spomladi to sneg pokrije, zmrzne, spomladi se očisti, kolikor lahko. Konec maja začne pa zopet odvajanje.
In jih potem spomladi kaj porežete, kdaj, kako? Ja, stari odmrli listi, kakor dosežem, porežem, ostalo pa se potopi v vodo in je za hrano določenim žuželkom dobijo stvari na pogovore. Če sva omenila, da lotus diši, pri vas se je zdaj razcvetela tudi ena rastlina, za katero ni značilno nasploh, da cveti tako pozno, ampak lepo pa diši. Greva do nje? Greva do nje. Preden povonjava, poduhava magnolijo, se ustaviva še pri tem hibiskusu. Več hibiskusov imate. Ja, 4 različne, stari so cirka 20 let. To je prezimno. Vsak let je moj večji, oskrbe skoraj nobene naravi. Pustim ga tako, narava hoče in tako je najboljše. Malo pa mu vseeno pomagate. Spomladi verjetno z dovolj hranili. Ja, na vsake par let ga pognojim, druga pa v bistvu naravi. Tekočine rabi, ja, to sem pozabil. Tu pa tam ga zalijem, če je suš, sem letos v redu letna. Drugače pa... In 20 let so ti grmi že na svojem mestu. Ja, vsak let so večji. Prinesel sem iz enega otoka. Tam sem bil malo skeptičen, da ne bo to prezimno in so mi orientirali, da je to prezimno, dejansko res. Porežete pa jih ne spomladi. Ja, od kraja sem jih rezal, potem sem videl, da je boljše, da ne. Ne se sam polamle, kolikor je zrelo. To ne bo odgovarjalo. V bistvu skoraj ni nege. Ste pa letos porezali hortenzije, pa vam zdaj nič kaj ne cvetijo. Ja, preveč pridn ni dobro biti. Pridn, ja, za neke stvari, drugače pa siliti neko stvar, prehitevati, to ni v redu. So pozebile, ne, in to so zdaj drugi poganjki, tukaj ni cvetov, oziroma plodov in letos ne bo ni cvetov. Je treba torej počakati, da se rastlina najprej sama dobro okorenini, dobro razvije. Ja, tako ste rekli. Pa greva še do magnolije. Ko se odprejo veliki beli cvetovi magnolije, se njihov vonj razleza še po sosedovem vrtu. Ta visoka magnolija raste namreč na robu Jožetovega vrta. Ko je bila še sadika, jo je prav tako prinesel od sosedov, Italijanov. Bil sem je nekje v Italiji, pozabil sem kak imen, in so bili eni italijanski gosti tukaj, da so videli, oni so bili okrog novembra to, da je to cvetelo, niso mogli verjeti. Vprašali, kje si kupil, sem rekel pri vas. A kje pri vas? Sem rekel, ja, tam ni vrtnarije, dol blizu Milana. In niso poznali, ne, njihove vrtnarije, v bistvu pa so domačini. Niso videli take magnolije, da bi je taj dolgo cvetelo. Ponovadi te magnolije cvetijo v juliji. Ne le magnolija, tudi druge cvetoče lepotice ali pisanolistne posebnosti še dolgo v jesen krasijo Jožetov vrt in vas 19. ter 20. septembra vabijo na ogled. Takrat vrt Hruševec v Šentjurju rastlinoljubcem znova odpira svoje gredice.